Ja, prav lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Pred nami je novo poglavje zadnjega kola jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije in slika prihaja iz Murske Sobote, kjer se fazanerija znova pridno polni. Domači gledalci bodo skušali vzpodbujati svoje ljubljence, da zaključijo čim bolje to svojo prvo polovico vnovične prvoligaške epizode, ki so jo v Prekmurju tako dolgo čakali. To mesto deli z dvema nogometašema Olimpije, Rokom Kronavetrom in Andresom Vombergarjem. Ampak če bi danes zadev, bi zasedel sam vrh lestvice. Tole je pa zdaj velika priložnost za Triglav in odlično posredovanje. Ni slaba podaja, odličen skok tam Roka Sirka, vendar izkazal se je Arko. Tole je zdaj lahko drag kiks drilo na Krezjuja, tam je Sirk potegnil žogo naprej in ni šlo. Gašper Udovič podaja proti Tijaniču nazaj, tam tesno ob njem Tomi Horvat, a zdaj Majcen, ki je žogo preusmeril na desno stran. Rogelj z odličnim predložkom, kakšna priložnost za Triglav. Sodnik Porošak je sicer pokazal 3 rumene kartone v prvem polčasu, 2 za Kranjčane, Egzonu Krezjuju in Žanu Kumru ter Alanu Kozarju. Že takoj strel proti vratom na začetku drugega polčasa v 47. minuti, vendar pomembna Elznerjeva reakcija v kazenskem prostoru Triglava. Lorbek ni bil dobro pripravljen, da bi poskusil strelom. Zdaj je poskusil Horvat. Storil dobro, da je žogo sploh zadržal pri sebi, tako da Kranjčani še naprej lahko oblegajo Murina vrata. Tijanič je prišel do strela, še enkrat David Tijanič. Kozar je ukradel žogo, morda bo to še vedno lahko priložnost za Muro. Čeri Magič odločil se je za preigravanje o Budoviču, bržčas to ni bila najbolj smotrna poteza. Kozar poskuša strelom, vendar na pravem mestu Arko. Je v vratih stal Luka Čadež. Šturm po tleh, to je velika priložnost za Muro. Maroša! Nič. Obradovič žogo pošilja vse nazaj do roba kazenskega prostora Triglava in Mura še vedno oblega Triglavova vrata na začetku zadnje minute. Je zdajle. Trda tekma, prvenstvena, zelo pomembna za obe ekipi. Z naše strani slab prvi polčas, odličen drugi polčas. Zadržali smo razdaljo, povečali pred nekaterimi zasledovalci razdaljo za točko, tako da smo dokaj pozitivni. Ja, mislim, da smo v obeh polčasih igrali disciplinirano, potrpežljivo, tako kot smo se zmenili. Fantje so upoštevali navodila. Res, da smo nekatere stvari smo se dogovarjali že dolg čas. Veliko golov smo prejemali po 3-4 na tekmo, tako da smo nekako hoteli obrambno in iz obrambne linije presenetiti nasprotnika. Mislim, da je na koncu zaslužen rezultat. Mogoče smo pa v nekaj momentih bili tudi bližje zmagi.